Gospa Sukič, ni potrebe, da vpijete, mikrofoni so namenjeni temu, da se dobro slišimo. To, da mi kot stranka, uvrščena v parlament, ne moremo se odločati o teh vsebinah, je skregano z načeli parlamentarizma, kot tudi z ustavnimi načeli, zato zahtevam na Smatram, da vaš predlog ni postopkovni, čeprav me ekipa prepričuje drugače, pa vendar o vaših predlogih bomo. Veseli me, da sem nekomu polepšal dan, ampak v vsakem primeru bomo o vašem predlogu razpravljali v okviru MVK obravnave točke. Izvolite postopkovno. Zahtevam, da se spremeni odločitev in da preden pridemo do te točke, ponovno o tem odločamo. To je bilo vedno tako postavljeno. Če rabite, da vam nekdo raztolmači pravila, pa predlagam, da vzamete 5 minut pavze in se pogovorite s službami. Ni nobene potrebe, vse jasno. Bomo razpravljali o zadevi, ampak moramo najprej. A dovolite, jaz sem vam dovolil. Predsedujoči, niste slišal Luke Mesca. Ne, očitno ga niste slišal. Mi zahtevamo, da se v tej obliki, kot je postavljena danes na sejo ta točka, ne razpravlja, ampak da se skliče MVK in spremeni odločitev, ki je nezaslišana, nikoli videna. Mi nismo zainteresirana javnost, spoštovana kolegica Godec, kot ste izjavila. Mi smo politična stranka, s tem vi odrežete del državljank in državljanov. Točno s tem. Vi, ki prisegate na to, da naj imajo moč ljudje, prosim, da razumete ta apel in da prekine, da damo to točko tako, kot je iz dnevnega reda, da se skliče premandatno volilna komisija, še enkrat opravi ta razprava in spremeni ta nezaslišana protiustavna odločitev. Hvala lepa.